Učiteljski poklic se je spremenil, ko izpred let, bistveno drugačnejši, druge veščine in kompetence mora danes imeti učitelj, kot jih je potreboval leta nazaj. In izziv je pa tak, v bistvu izobraževalni sistem, ki izobražuje učitelja, pa tudi potem naprej, ko so že v sistemu, torej do izobraževanja in tako naprej, seveda ne sledijo potrebam trga, bi tako rekel. Šola je vzgojno-izobraževalni zavod. Država daje fokus samo na izobraževanje, ampak ključna pa je vzgoja, ker moramo vedeti, da v prihodnosti za izobraževanje učiteljev več ne bomo potrebovali, ker bo to nek AI prevzel. Ampak vzgojni del bo pa mislim, da še vedno človek tam, torej učitelj, nek pedagog, ki bo mogel otroke vzgojiti, kako v sistemu funkcionirati. Vse se je spremenilo, in zdaj cel sistem šolski, tudi za izobraževanjem učiteljev, se pa temu ni prilagodil. Učitelj danes, otrok ima neke čisto druge potrebe, kot jih je imel še 20-30 let nazaj. In učitelj pa ni usposobljen, da bi te njegove potrebe obvladal. Da jih zadosti. Ena izmed takih potreb, čisto banalna, je gibanje otrok. Vemo, da 30 let, 40 let nazaj so otroci popoldne zelo veliko gibali, tako smo bili na ulicah, na vasi in tako naprej. In ti so v šoli 5 ur smo že držali nekako. No, danes je pa tega gibanja bistveno manj v popoldanskem času, ker vem, da ga bi mogla šola dopoldne nuditi bistveno več. Pa ne govorimo o urah športa. Se to zdaj nekaj proba država posamezne ure, ampak govorimo o samem pouku, matematike, fizike, kemije, kako ta pouk izpeljati v gibanju. Da otrok torej tisto primarno potrebo po gibanju zadovolji, hkrati pa se uči. In tukaj seveda učitelj tudi približno ni usposobljen, kako to izpeljati. So posamezniki, se trudijo, so prakse dobre, ampak generalno na državni ravni seveda učiteljstvo za to ni usposobljen. Vsaka šola, vsak učitelj, tudi ravnatelj kot vodja se trudi, vsi se trudimo po vseh šolah, vsak na svoj način. Ampak mi moramo, osnovna šola je za vse otroke enaka, tako na vzhodu, zahodu, v srednji Sloveniji. Torej bi mogli imeti vsi učitelji približno enako sposobljeni naslavljati te nove potrebe otrok. Moramo vedeti, da danes prihajajo v šolo otroci, ki so slabše govoreči, kot so bili 20-30 let nazaj. Slabše gibljivi, ki imajo slabši spomin, naprimer, ki imajo slabšo koncentracijo. Zdaj, kako s temi otroci delati, da bomo dosegli cilje enake, kot smo dosegli 20-30 let nazaj? Če gremo pogledati Skandinavijo, oni so šli, ali pa tudi Anglija, oni so šli na tablice, na digitalne učbenike, desetletja nazaj. Mi pa zdaj to forsiramo. Oni gre pa že v kontrasmer, pa že stran to dajejo. Pa ko samo lahko gledamo, da vemo, da ni dobro, in da mi forsiramo, dajmo se digitalizirati. Ne, imamo čisto druge problem pri otrocih. Lahko gledamo Ameriko, naprimer v Ameriki v šolskem sistemu, posamezne šole, ki imajo več denarja, imajo gluhe sobe, studije, kjer otroke noter dajo, pa jih učijo govoriti. Tako prihajajo otroci v šolo, ki ne znajo govoriti. 8 let nazaj tam sem tu prvič videl, sem se tem malo posmehoval, ker mi še tega problema nismo imeli. Danes pa ga že imamo. Ker smo tudi vrtec pri šoli, in vidimo, da tam imamo otroke, ki zelo slabo govorijo in pridejo v šolo slabo govoreči. In jih treba naučiti najprej govoriti, da bo sploh lahko se naučili brati. In o tem se država ne sprašuje. Jaz imam to srečo, res, da lahko otroka spremljam od 1. do 15. leta, in gledamo njegov razvoj. In mi smo začeli v vrtcu spreminjati stvari. In zdaj, ko se te generacije počasi prihajajo v šole, se začenjamo v šoli. Ker nima smisla v šoli spreminjati, če ti noter dobiš otroke, ki jim to ni blizu. Imamo danes celoten program vrtca v bistvu v gozdu speljan. Ob 9. zjutraj grejo v gozd, ob malo pred 12 pa pridejo nazaj na kosilo. Polet pa so tudi pač cel dan tam. Tudi kosilo tja pripeljamo in tako naprej. Te otroci so čisto drugačni. Motoriko zdaj je bistveno bolj razvita, kot pridejo v prvi razred. Ker mi vidimo razliko. Tisti otroci, ki pridejo iz našega vrtca v našo šolo, pa tisti, ki pridejo iz drugih vrtcev v našo šolo. To je velika razlika. V motoriki, v razvitosti gibalnih sposobnosti
Ker motorika, da ima otrok dobro razvito motoriko, pa zelo vpliva na razvoj možganov. Ker možgani se razvijajo v predšolskem obdobju samo skozi motoriko, pa preko ostalih čutil. In več, ko ima otrok tega aktiviranega, več se nauči. Mislim, možgani se bodo bolj razvili, potem se bo lahko več učil v osnovni šoli. Mislim, da sodelovanja, da tam, kjer ni vrtec pri šoli, da tam sodelovanja praktično ni. Predstavljajte si neko ljubljansko šolo, tam dobiš otroke iz različnih vrtcev. Ne veš, kakšno ima osnovo, vrtci različno delujejo. Dobiš, kar dobiš, in potem se s tem ukvarjaš. Lahko celo pride iz tujine, lahko pride iz drugih delov države. Ne veš, ni sodelovanja. Generalno preko, da imamo podobne probleme. Je pa lokacija, ki ste omenili, pomembna. Neka šola, ki je na obrobju Slovenije, v današnji časi bistveno težje kader dobi. In na naši šoli smo pa to zelo dobro vzpostavili. Z različnimi timskimi urami, z skupno izvedenimi urami, z razredi med seboj izvedenimi urami, torej razredna predmetna stopnja, vse živo, vsi učitelji na predmetni stopnji morajo tudi podaljšanjem bivanju delati, zato da imajo stik z manjšimi otroki, da imajo z učitelji razredne stopnje stik. In je ta prenos znanja, povezanost ključna. Tako kot v vsaki organizaciji, podjetju, timsko delo je ključno. In v šolah je premalo. Ko štartaš, imaš sicer šolo za ravnatelje, ampak in se trudijo, ne moramo reči, da ne, in so moduli nastavljeni, se trudijo in moraš to šolo narediti. Lahko postaneš ravnatelj, pa moraš potem v enem letu to narediti, ali pa narediš prej. Ampak tukaj je veliko teorije in zelo veliko poudarka dajo na pedagoškem vodenju. Ravnatelj pa je vse prej kot pedagoški vodja. In tukaj seveda moraš te kompetence pridobiti čist drugje. Zdaj, en izmed razlogov je tudi, zakaj sem se pridružil MČM-u, ker tam ima neka druga izobraževanja, kjer jaz te kompetence lahko krepim, pa tudi srečujem se z ljudmi iz podjetništva, iz realnega sektorja, ki so majčkeno bolj napredni, kot smo mi v tem delu. Vsakemu drugo področje leži. Ne moramo generalno reči, da jaz sem dobro v financah. Jaz nimam težav s financami. Če bi moji kolegi vprašal, jih ima veliko težave s financami. S pedagoškim vodjem načela nima nihče težave, zato ker so vsi prej bili učitelji. Pravo, kakšnemu pravni jezik za dobro leži in to področje vlada. Mnogi imajo z njemu težave. Tako da generalno ne bi rekel, katera področja so težavna, odvisno od posameznika, katera področja mu bolj ležijo, pa katera manj. Je pa res, da so 4 področja totalno različna. In jih mora ravnatelj obvladati. Ker če govorimo o nekem organizaciji, nekem podjetju, on ima support, ima finančno službo, ki tam finančno zaposlen, ima kadrovsko službo, ki obvlada to, ima pravno službo, mi nimamo pa nič, mi smo povsem eni vsi. Običajno se odločijo za poklic po 40. letu, ker že malo otroci doma odrastejo, pa po družini si poštima in imaš malo več časa pa energije. Da bi pa zdaj bil za to nagrajen finančno, naprimer, po drugi strani pa tudi nisi, ker imamo manjše plače kot najbolj plačani učitelji. Tako da zdaj, da bi se zelo pulili za te delovna mesta, ni. Tudi na razpisih, ki gledate, to imaš 1, 2 kandidata, mogoče ki je 3, 4, odvisno od šole, ampak kakšne šole tudi nimajo sploh kandidatov in morajo vedeji to upravljati posel. Torej, to ni delovno mesto, ki bi ga človek želel upravljati. Jaz mislim, da ja, in se to bistveno premalo govori. Mi nimamo nobenega suporta. Veste, sploh ravnatelji v osnovni šoli. Mi smo med ministrstvom pa občino. En del financira ministrstvo, en del financira občino. Vsekakor, to je prvo, ampak se jih noben nas ne izobražuje, se suporta za to ni.
Mi imamo sicer super projekt, ne, Digitrajni, ne, ampak dajmo se vprašati, kako funkcionira. Ne. Naša šola ni vključena noter. Zakaj ne? Ker je toliko birokracije bilo, da bi not prišli, jaz nimam časa s tem ukvarjati. Tu smo šole pač prepuščene sami sebi. Erasmus program poznamo, vsi, funkcioniranje je super. Mi smo ravno zdaj v projektu noter, imamo projekt, gremo ven, outdoor schooling, v bistvu se gremo učiti in bomo zdaj Skandinavijo, v bistvu učence gor pelali, učitelji bodo šli iz skandinavske šole pogledati, ker tam je ta outdoor schooling bolj razvita, ne. Ampak mi smo se to usmerili. Vsaka šola se nekaj usmeri. Eni digitrajno, eni eko, eni tako gor dol. Generalno pač država tu ne usmerja preveč, ne. Mi ravnatelji smo povezani, sodelujemo, se pogovarjamo. Okay? Ministrstvo je na drugi strani nas posluša. In celo razume, in celo bi naredilo kaj v to smer. Ampak nima politične moči. Mi moramo vedeti, da od Gabra naprej nismo imeli ministra, ki bi imel v svoji stranki ali pa v vladi politično moč. In nažalost so ministri v zadnjih desetletju ali več bili na ministrstvu za šolstvo ljudje, ki niso imeli toliko politične moči, da bi lahko to speljali. Učenci se ne bi nič želeli drugače, kot imamo zdaj. Ker v vsaki generaciji so čudoviti otroci. Imam tudi čudovite sodelavce. Ker vsak, ki dela v šolstvu, vsaj večina, no, bom rekel, jih je srcem pri tem poklicu. Kar bi spremenil, da bi bili bistveno bolj avtonomni pri našem delu. Zakaj mora biti ura 45 minutna? Ne? Zakaj ne more biti toliko, ko bi se mi zamislili? Take omejitve, ki nas omejujejo pri našem delu. Da ni bilo, ne? Pa še zdaj, kakšen ima telefon, pa mu daj kakšen, ki jo vzamemo, pa starši pride, ampak zdaj že razume, kako pri nas funkcioniramo. Ampak vi morate vedeti, pri nas otroci zjutraj prinesejo s seboj družabne igre, proste, se gibajo zjutraj, so na igrišču, norijo. Ne? To je ta socializacija, ki jo otrok rabi v šoli. Je človek z velikim čajem, ki ima rad otroke, in ki spoštuje in ceni svoje zaposlene. In je pripravljen za njih ali pa za otroke narediti vse. Vsekakor. Jaz mislim, da je to eno veliko podjetje. Jaz že imam 52 zaposlenih, natančno z menoj vrata, ne. Pa vsak dan pride v šolo 250 v šolo, pa še tam 60-70 v vrtec, približno smo še 300 otrok, vsak dan pride v stavbo. Jaz njih lahko štejem tudi kot del zaposlenih, ki jih treba tudi menedžirati vsak dan. Ne? Imamo 350 ljudi vsak dan v hiši, ki jih treba voditi. Ne? To je izziv kot v vsakem podjetju. Imamo finance, moja šola ima proračun 2 milijona, ga treba upravljati. Ne? Zdaj pa rečejo mi vedno kolegi podjetniki, ja, vi tu nič na trgu ne prodajate, gor pa dol. Vse, koliko je res, prodajamo ne. Prodajamo ne, ampak ravno tako se moramo boriti na trgu za kader, kot se vi borite. Ne. Ravno tako moram imeti dober produkt na koncu, ker starši zahtevajo, da so otroci primerno vzgojeni in imajo primerna znanja. To produkt moramo na koncu dober ali odličen vendar. Upravljati moramo se stavbo, ne. Imamo kuhno, moramo kuhati. Tako da podjetje, da zaresno ne. Samo da ne prodajamo na trgu storitev. Ja, kakor vsakega drugega podjetja, ne. Če nisi srca noter, pri tistem, kar počneš. Zdaj, pri nas moraš imeti rad otroke, ne, pa spoštljiv pacient mora zaposlene. Dobro, to moraš v vsaki organizaciji, ne. Pa pri nas moraš imeti rad otroke, ne. Zdaj, če si pa menedžer kakšnega drugega podjetja, pa verjetno moraš imeti malo rad tisto, kar počneš. Se moraš malo poistovetiti s produktom,
ki ga počneš. Ne. Tako da jaz mislim, da kjerkoli, torej menedžer, kjerkoli organizacije si, mora biti to tvoje poslanstvo. Iznajdljivost, natančnost, kreativnost, tako veliko kreativnosti, zelo dobro moraš menedžirati ljudi. Tu govorim o otrocih, govorim o starših, govorim o zaposlenih. Ne? In finančno mora biti močno pismen. Na svetu staršev jasno govorim o mojem delu, kaj so moje pristojnosti, kaj kot šola lahko naredimo, kaj ne, kaj mi vse počnemo. Ne? In seveda to vse bi bilo fino, ne, da sliši celotna država. Ne? Ker veliko gneva, ne, se zlije na ravnatelje. Ne? Ker ravnatelj je pa v kraju le tiskal, lahko vsak na njega pride pa ga vpraša. Meni hodijo tudi spraševati, zakaj ni pločnika v kraju, ne? Pa kdaj bo tu v kraju, pa uno, ne? Ker je v bistvu se mora nasloviti na občino, ampak ravnatelj je v bistvu tudi za vse. Tako da treba govoriti o našem poklicu. Veliko se zdaj govori o učiteljskem poklicu in je super, in je prav tako, ampak brez ravnateljev, ko pade ravnatelj, pade šola.